Kako se je svet spremenil? Kako se svet spreminja? Ja. Tam stari, že težave In pa če se vprašaš, zakaj pa Berlin? Ja, stari, ne brez razloga. Zaradi zgodovine, zaradi kulturne pestrosti, preteklosti, pa predvsem in tudi sedanjosti. Program, ki nas čaka, je izjemno zanimiv. Jaz se teh Lexusovih predstavitev tako zelo veselim, ker so vedno, narejene so v nulo in te na tak zelo zanimiv način tesno povežejo z vrednotami znamke. In zdaj, ko držim tole brošuro v roki, ki na grobo opisuje, kaj vse bomo počeli, le kaj piše Berlin Unexpected. U pa X sta z razlogom velika, ker je to avto, s katerim bomo po Berlinu malo raziskovali Straight on at the roundabout. Take second exit. in se lotevali avtomobila pa ulic na malo drugačen način. No, poglej, naša pot se začne v kinu Delphi Lux. Tale Delphi Lux je bil narejen oziroma odprt še leta 2017, ampak samo 2 leti je potreboval, da je osvojil naziv najboljšega nemškega kina. Na prav poseben način naj bi pa združeval preteklost s sedanjostjo, s tem, kaj so kini ponujali včasih in kaj ponujajo danes. Ok, tukaj začnemo, pol gremo pa naprej, čakajo nas majhna drevesa pa še marsikaj drugega. Ful se veselim. Kam grem levo, ne? In 400 meters, left turn. V tem trenutku se nahajam na Teufelsbergu, Hudičeva gora ali pa Hudičev hrib, tukaj dobrih 100 metrov nad Berlinom. Vem, da je ta vzpetina, da ni naravnega izvora, ampak v resnici se pod mojimi nogami nahajajo ruševine Berlina po drugi svetovni vojni. Vse to, ki je bilo razdejano, je bilo treba nekam odpeljati. Tukaj je bil prostor. Nelagoden pa nenavaden občutek. Poslopje za mano, to je pa pravzaprav eden največjih street art galerij na celem svetu. Zdaj, če si pa opazil kupole za mojim hrbtom, to je pa zato, ker je bila tukaj med drugim do konca hladne vojne ameriška prisluškovalna postaja. The antennas were here, they were mounted on a frame and they could be turned by pushing a button down below. Vse veš, kako je bil Berlin razdeljen, na vzhodni pa zahodni del, pa kje Berlin je, v vzhodni Nemčiji. Skratka, tukaj se je zelo veliko dogajalo. Because we had to be able to listen 360 degrees and we had troops all the way around. Grafiti, ki jih tukaj najdeš, ta street art je izjemen. Ti bom pokazal par posameznih primerov. Največji so, to je čez 200 kvadratov, posamezen kos. A gremo probat gor prideti, a? Se po moje ne mrata. Glej, tle so ene štengice. Daj pojmo probat na streho prideti. Čak malo. Some of these things will stay for a long time. Others may disappear next week. She's going to stay with us. You're not allowed to overpaint her, understandably. Ok, gremo naprej. Na vrhu sem, za mano, pod mano je pa Berlin. Razlet na vse strani, predvsem pa poglej to. Kakšne ogromne kupole, hej. Wow. Kako se je svet spremenil? Kako se svet spreminja? Mi pa z njim, vse bolj se mi zdi. Kako
Kako že reče Lexus temu UX-u, da je to njihov urbani ali raziskovalec ali postolovec ali nekaj takšnega? To je najmanjši Lexusov športni terenc, ki je v bistvu na trg prišel kdaj že? Leta 2019 in zdaj seveda 3-4 leta zatem je bil čas za prenovo. Pa še vedno velja, da ostaja oblikovno zelo izrazit avtomobil. Sem pogledaj, kako recimo zadnje luči odstopajo od karoserije. Vidiš to? Danes smo imeli na voljo izvedenko UX 250H, torej klasičen hibrid. Veš kaj, sem čist pozabil povedati, oprema F-Sport, to je logično ta športna, je na tem modelu nova in serijsko, če jo zbereš, dobiš tako imenovani AVS, Adaptable Variable Suspension, torej prilagodivo vzmetenje. Nalašč sem zbral malo bolj izzivalno varianto z rdeče-črno opremo, torej rdeči usnjeni sedeži v klasičnem Lexus oblikovnem stilu. Predvsem pa na armaturni plošči boš najdel nekaj, česar pri tem modelu nismo bili vajeni, in sicer ful večji zaslon. Zdaj, če bi se šli poglabljati v vmesnik, bi hitro opazil, videl, da gre za ta novo varianto, torej nekaj, kar je UX zagotovo zelo potreboval. Pa ne pozabi, s tem novim vmesnikom se poveča celotna uporabnost in konec koncev tudi prilagodljivost avtomobila. A ja, pa tole je tudi novost. Hey Lexus, What do you want to do? set the temperature to 22 degrees. Setting the driver's seat temperature to 22 degrees. Lahko je koristno, sicer je moje vprašanje vedno, koliko dejansko folk to uporablja. Ok, gremo naprej. Evo, vidim, da so se mi pridružili tudi že drugi novinarji, so odkrili moj spot. Hotel sem povedati tudi to, da je UX od zdaj naprej tudi varnostno malo posodobljen. Dobro, pa to ni novost, ampak je pa še en feature, ki bi ti ga rad pokazal, pa mi je bil pri različnih Lexusih vedno zelo všeč. Ta sliding, daj poglej. Instrumentno ploščo vidiš, ne? Gre za digitalen izdelek, ampak z enim mehanskim delom, ki se premika levo-desno. A veš, ko začneš malo brskati po teh menijih, bam, se ti pomakne na desno, malo pregledaš te varnostne settingse in ko si zaključil, se pomakne nazaj. A ni to seksi, no? Zdaj so na vrsti pa Tiny Trees, pa peka kruha. Pod črto pa, tako kot ponovadi, družili se bomo z mojstri prav posebnih poklicev in se skozi eno tako posebno izkušnjo probali tudi kaj naučiti. This one, if you don't pay attention to all the details and you make one small mistake, you will immediately see it. Okay. I mean, there are no guides. You find a recipe. You need, sorry, I didn't cut any. This is sorry. Malo sem se umaknil, da ti lahko razložim celoten point. A veš, 1000 pekarn, stotine okusov, oblik različnih kruhov. Ne? Tukaj, v pekarni Kite, so šli pa v kontrasmer. Okusov je samo 5, sestavine so samo 3. Moka, sol in voda. In vse sestavine, ki jih naberejo, da naredijo tale kruh, prihajajo v radiju največ 100 km iz Berlina. Miha Merlak iz avtomobilnosti jih je vprašal, v čem je čarovnija, ne? Pa so zelo dobro rekli, ne? Čarovnija, to je strast. A veš, pa začneš reči sporednice med mojstri svojih poklicov, pa med tem, kaj Lexus uspe ponuditi v svojih avtomobilih, ki so tudi na svoj način zelo posebni. Če boš kdaj v Berlinu, ti priporočam obisk tegale Tiny Tree. Vidiš, Tiny Trees piše tam na gor, zato ker je, za videti fino, pa tudi za domišljijo zbuditi, zato ker ogromno enih fajn... Čakaj, daj ti bom pokazal, s kakšnimi prizori se lahko pa srečaš. Tale mi je recimo všeč, poglej. A pa pazi, tale je pa crashnil svoj avto, pa zdaj gleda, kje je, na zemljevidu. No in zdaj je naša naloga, da tudi mi s par različnimi moduli, ki si jih zberemo, sestavimo ene vrste svoj svet, svoj prizor. In potem lahko ustvarimo takšne mikro ali pa mehne prizore, ki utegnejo biti zanimivi. Tole bom, To je moja osnova zdaj, sprav, jaz sem zbral tole palmico, zdaj moram tukaj na zemljo dati še malo prsti. No, that's okay. Yeah. Sorry, where's the cocos? Bigger fruit because it's 1, 0, 3. Kaj če ti rečem selotejp kot sredstvo za ustvarjanje umetnosti? To je nekaj, kar do zdaj nisem poznal, a sem pa najbrž že videl, pa nisem vedel, kaj točno gledam. Jaz sem pa sam soočen s tem, da moram nekaj ustvariti. And you can pretty much do whatever you like.
Ok, lej, tole sem ustvaril, pravzaprav sem napisal dve stvari. Ena je LXUS, ker pač ta avto, torej Lexus UX. Ta druga stvar, ki sem jo pa napisal, je pa ime moje punce. To se moraš pa malo potruditi, ampak tudi najdeš, zelo hitro. Ok, to je to, zanimiv način ustvarjanja. To je nekaj, kar se mi zdi, da je bilo moji Avi všeč. Bom kupil par takšnih, pa bomo delali.